vesela, da sta nominirani dve knjigi, ena na kratke proge, ena na srednje proge. Prva je Cunami v glavi Erika Vavtersa, ki je izšla pri založbi Pivec in je mogoče za ta čas pomembna, ker opozori na drugačnost v družbi, tukaj na primeru dečka z motnjo avtističnega spektra. Druga je Odpor, roman nizozemske avtorice Vilme Heldov, ki je izšel pri založbi Miš in obravnava žal večno aktualno temo, drugo svetovno vojno, ki pa je tukaj predstavljena na primeru dveh sester zelo dinamično in živahno. Gre pa za temo odpora med prvo svetovno vojno. Pri Cunamiju v glavi je bil največji izziv, ko sem prvič brala knjigo, se mi je zdelo, da ne razumem, nisem bila prepričana, ali prav razumem protagonistka. Meni se je zdelo, da se šali, ampak se ni skladalo s splošno predstavo, ki jo imamo, verjetno tisti, ki ne poznamo oseb z motnjo avtističnega spektra in jo imamo iz filmov in knjig, predstavo avtisti. Posebna sreča je bila, da sem v času prevajanja poslušala podcast Številke, kjer je bila gostja, ki so ji diagnosticirali to motnjo v odrasli dobi. In iz tistega podcasta sem si posebej dobro zapomnila, če spoznaš enega avtista, si spoznal enega avtista. In potem sem tudi sama po prvi verziji videla, da bo najbolje kontaktirati avtorja. In avtor je razumel prevajalsko vprašanje in mi je tudi zelo dobro pojasnil, kaj se dejansko dogaja v protagonistovi glavi. Gre za njegovo doživljanje in čustvovanje, posebnost pa je, da premore humor. To se je pokazalo recimo na mestih, ko je dobesedno razumel jezik. In tukaj sem bila v veliki zagati, zato ker so bili frazemi, ki jih je uporabljal, zelo slikoviti v nizozemščini, v slovenščini pa ne nujno. In na teh mestih je potem prevod postal priredba. Avtor mi je pa pojasnil to osnovno strategijo, kdaj bi bilo bolj verjetno, da bi protagonist dobesedno razumel jezik, kdaj pa se na svoj račun tudi šali. Tukaj pri Odporu se spomnim, prvo branje je zame pomembno, je bilo zelo napeto branje, zelo dinamična zgodba in zelo živahna. Tako da ta vtis sem si skušala čim bolj zapomniti, ker se je potem zgodilo, recimo ravno s temi kratkimi odsekanimi stavki, da so na enih mestih delovali, medtem ko na drugih mestih se je pa meni zdelo, kot da se misel zaradi tega zatika. Jaz sem imela občutek, da moram ves čas galopirati kot na konju skozi prevod in se pravi, in obenem sem se zavedala, da smo v drugi svetovni vojni, da ne bo baročne strukture, ampak je preživela bombni napad, mraz, lakoto in drugo pomanjkanje. Tam je recimo izrazito kratka struktura, medtem ko, da se pa misel ni trgala po nepotrebnem, sem pa imela potem drugo strategijo, da sem ohranila tudi preživljost in mladih let, ki je šla za težke čase, hude stvari daje to skozi, ampak še zmeraj postane svetla knjiga. V medosebnem odnosu, glede na to, da sem jaz najprej začela kot moj prevajati iz nemščine, sem potem ugotovila, da se nizozemščina pri prevajanju v slovenščino popolnoma drugače obnaša. Če sem pri nemščini trla tiste samostalniške dolge strukture, imam občutek, da pri nizozemščini bolj plavam, kot da mi več interpretacije omogoča. So pa zdaj s časoma opažam zagate, je pa zelo pavšalno. Tukaj karkoli bi odgovorila, bo zelo pavšalno, ampak recimo ena zagata, ki je bila, so kratki odsekani stavki. Ta stakato govorica recimo se mi zdi v nizozemščini bolje pride skozi, kakor v slovenščini. Tukaj na srečo ni bilo toliko slenga, jaz sem skušala približati do te mere, da sem se prestavila čisto v položaj, kaj bi bilo meni smešno.